Dragi dijaki. Dragi dijaki in dijakinje. Spoštovane učiteljice in učitelji. Lepo pozdravljeni na tretji tradicionalni predstavitvi dosežkov dijakov ERŠA. Tisti, ki ste že dlje časa obiskujete našo šolo, veste, kaj se bo dogajalo. Za vse tiste, ki pa še niste bili na naši prireditvi, pa še pojasnilo. Dijaki ERŠA bodo predstavili svoje dosežke v iztekajočem se šolskem letu. Razglasili bomo dijaka šole, športnika šole, odličnjaka šole ter podelili pohvale in priznanja dijakom. Kako kaj drugače fazira? Kriza, šparanje? Malega, se veš, kak je, to starši doma težijo pa to, da je kriza. Politiki pravijo, da je treba varčevati vse povsod, tudi v šolstvu. Stara mama vsak dan preklinja, da so nam politiki že vse pokradli. Kaj ne rečem, mladi smo, vse je še pred nami. Bo treba delati. Je treba delati, če hočeš kaj postati, je treba delati. Če hočeš karkoli znati, je treba delati. Na svetu je pač tako, je treba delati. Z lufta padlo nič ne bo, je treba delati. Ja, delati, kakor se le da. Je treba delati, če hočeš nekam priti, je treba delati. Če hočeš pameten biti, je treba delati. Po svojih najboljših močeh je treba delati. Brez delje zapeljete v greh, je treba delati. Ja, delati, kakor se le da. Ko pogledam v vesolje, se zdi mi, da mir stoji. Če pa pogledaš malo bolje, se kar širi in rotira, oscilira in vibrira. Čisto nič primeru ni, je treba delati. Se vsak atom vrti, je treba delati. Se vsaka celica deli, je treba delati. Vsakdo si zapomni, naj je treba delati. Delo krepi telo in značaj, je treba delati. Ja, delati, kakor se le da. Je treba delati, ne pa zijala past, je treba delati. Pošteno, ne pa krast, je treba delati. Ne se dela pat, je treba delati. Počasi, včasih pa garat, je treba delati. Ja, delati, kakor se le da. Ko pogledam žitno polje, dokaj mirno se mi zdi. Če pa pogledaš malo bolje, žito rase, polni klase, korenine v zemljorine. Čisto nič primeru ni, je treba delati. Ne pa okol ga srat, je treba delati. Ne pa mamila jemat, je treba delati. Pa lepše boš živel, je treba delati. Pa življenje rad boš imel, je treba delati. Ja, delati, kakor se le da. Včasih se mi zdi najbolje, da bi kar ležal in pa spal. Ko pa pomislim malo bolje, čas mineva, smrt odšteva. Živa leta so mi šteta in vsake mi je ure žal. Je treba delati, to pomeni, da si živ. Lepo je delati, pa gledati, kar si naredil. Je treba delati, da smiselno živiš, je treba delati. Da za sabo kaj pustiš, je treba delati. Ja, delati, kakor se le da. Je treba delati, ja, delati, kakor se le da. Je treba delati, kakor se le da. Je treba delati, ja, delati, kakor se le da. Dajmo prvo en aplauz za počest na Rembriha, ki je govoril prepravljeno. Začnimo z delom. Na oder vabim dijake, ki so si vzeli med šolskim letom po nekaj tednov časa in odšli na tuje. Prva skupina dijakov je bila na praktičnem usposabljanju na Češkem. To so Libnica Sumi-Hatroniti iz tretjega trma, Žiga Pliser, Primoš Korošec, Denis Stojanšek in Matej Kranc. Prosim dva hlapca, to pomeni po češko dva fanta, da predstavite svoje česke dogodivščine. Pa prisluhnimo.
Ahoj! Sva dijaka tretjega letnika tehnika mehatronike in vam bomo danes predstavila naše praktično usposabljanje v tujini z delom. Ja, bili smo v mestu Olomouc, to je 6. največje mesto na Češkem, ima okoli 100 000 prebivalcev. Mesto je zelo urejeno in ima lep center. Stanovali smo v sobah rokometnega kluba Zora. Tule vidite našo borno sobo in pa naše usposabljanje je trajalo 4 tedne. Ja, delali smo v podjetju Mora Moravija, ki spada v družbo Gorenje Grup in ima okoli 600 zaposlenih, izdeluje pa predvsem štedilnike in naprej. Ja, naše delo v podjetju je potekalo od začetka proizvodnje, se pravi od rezanja pločevine, preko preoblikovanja in vse zadnje do izdelave končnega izdelka, se pravi montaže. Tukaj vidimo recimo delo na prebijalnem stroju. Tukaj je šlo nekaj slik iz montaže in iz lakirnice. Ja, naše praktično usposabljanje v tujini nam je prineslo zelo veliko lepih izkušenj, ne samo na področju tehničnega komuniciranja v tujih jezikih, ampak tudi nekaj iz stroke, predvsem iz strojništva. Pripomogla je tudi k večji samostojnosti v vsakdanjem življenju. Hvala lepa. Hvala obema. Točlen, Hilber Ales, vas je prepevalo kar nekaj dijakov naše šole, ki so opravili prakso v Nemčiji iz 3. TRA, Nec Galo, Luka Dimitrovič, Teo Šar, Urban Strnižnik in Matic Blatos. Iz 3. TRA med Aleksandr Turniček, Samo Železnik, Gregor Kumpe in Mario Dvojšek. In iz 3. TRA Aljaš Trisan in Benjamin Radoslovnik. Prosim predstavnika za Nemčijo, da pride na oder. Najprej lep pozdrav vsem, sem Grega Pompe in sem eden izmed 9 dijakov elektroračunalniške šole, ki se je praktično usposabljala v tujini v Nemčiji. Odhod je bil izpred glavne postaje, avtobusne postaje Velenje. Bivali smo v mestu Škojdic Vest, natančneje smo pa bivali v internatu Vitelis. Tukaj imamo eno sliko internata, kjer smo stanovali. Po dolgi vožnji smo bili zelo utrujeni, zato smo se tudi prvo fajn naspali. Pol pa prvi teden smo šli okoli po mestu, kjer smo si ogledali zanimivosti Leipziga. Dobili smo tudi uporabne podatke, ki smo jih lahko uporabili za uspešno upravljanje prakse. Drugi teden smo začeli delati v podjetju, v izobraževalnem centru Robotron. Najprej smo imeli predstavitev načrta dela. Tisti vikend smo šli v živalski vrt v Leipzigu, kjer smo videli veliko živali ter zanimivih stvari. Tretji teden smo vzpostavljali virtualne naprave, povezovanje in testiranje. Tretji vikend smo se šli ogledati Napoleonov stolp, ki leži v Leipzigu. Imeli smo se zelo fajn, tukaj še pa vidite naše skupne slike. Četrti teden, to je bil na zadnji teden, smo natančneje spoznali IP verzijo 6 ter uspešno zaključili našo izobraževanje. Na koncu smo se še slikali z našim predavateljem Vojvode, ki nas je vodil vse 3 tedne.
na praksi. Spoznali smo tudi veliko novih ljudi, tujcev, ki so prav tako upravljali prakso v tujini in v Nemčiji. Tukaj še imamo skupne slike iz Berlina ter iz nočnega kluba v Vitalisu. Jaz bi se rad zahvalil šoli, ki nam je ponudila to možnost za usposabljanje v tujini. Verjamem, da smo jo vsi maksimalno izkoristili, ter hvala za vašo pozornost. Hvala Vega. Vega, domača hrana se mi je zvrštala. Oma domače glasbe. Kaj praviš, a povabimo gor na odrejka? Na oder vabim iz 3. TM dijaka Aljaža Trbovška, uspešnega glasbenika na Frajtonarci, ki se brez zgovarjanja vsako leto udeleži naše zaključne predstavitve. Prosim, Aljaž, oder je to tvoj. Vas pa prosim za en bučen aplavz. Torej, na vrsti so tekmovanja. Regijska in državna. Prosim, Redo Surič, dijakinja 4. JT, da predstavi matematiko. Izvoli, Reda.
Pa delati, ja. Lepo pozdravljeni še z moje strani. Sem Emila Sulič, dijakinja 4. letnika elektroračunalniške šole. In tako kot vsako leto, tudi letos smo organizirali sicer 12. tekmovanje dijakov srednjih tehniških in strokovnih šol v znanju matematike, imenovano Kenguru. Letos se je kar nekaj... Kaj bom pripisati? Se je kar nekaj dijakov prijavilo na šolsko tekmovanje, celo 135, čeprav vem, da večina teh se ni prijavila zato, ker radi piše matematiko, ampak če greš pisati kenguruja, ti zadnje 2 ure odpadeta. In praviš, da greš pisati matematiko, ko ni obvezna, kot da si vprašam električne stroje pri gospodu Žerako, ne? Znam jaz to logično. Matematično priznanje, celo 45 in se je 24 uvrstilo na regijsko tekmovanje. Potem jih je 19 prejela srebrna priznanja in se kar 5 dijakov uvrstilo na državno tekmovanje. Potem na državnem tekmovanju so prejeli tudi zlata priznanja, sicer dijak 3. TM Aljaš Presnan, Igor Đukanović iz 3. TRB in Emila Sulič, to sem pa jaz, iz 4. in sem poleg osvojenega zlatega priznanja prejela tudi 3. nagrado. Vidite, kar nekaj dijakov na naši šoli obvlada matematiko in so kar uspešni na tem področju. Obstajajo pa tudi tisti, ki samo mislijo, da jo obvladajo, oziroma jo obvladajo na svoj način in si jo lajšajo zadevo. Vsi se spomnimo recimo v 1. in 2. letniku, ko smo se učili Pitagorjevega izreka, ne? In eno tako nalogo bi verjetno vsi znali rešiti. Ja. Eni pa to rešujejo na drug način. Takole. Olajšajo si. Ali pa recimo da tale rešili izraz, zato obstajajo formule, eni se pa so sledljivi, pa to rešijo na drugačen način. Zdaj jaz se sprašujem, koliko nas tukaj prisotnih tvegalo kaj takega narediti na testu, ki ga spet rodeš. Ali pa recimo 4 leti šolanja je bilo veliko krajše. Včasih nam je uspevalo, včasih pa tudi ne. Recimo en tak izraz, tu se nima več kaj za krajšati, tudi nič več kaj za rešiti, tako je kot je, eni pa najdejo. To je tudi res, rezultat je 6, sicer. Ampak če smo že prekrajšali, recimo en tak izraz, ko se ne da več, razen če deliš, pa dobiš približno 0,7, to sem pa prvič pri svojem vlastnem bratu videla in v razredu smo ga poimenovali Besimov izrek. In vsi tisti, ki še niste v 4. letniku, vam privoščim, da pridete v 4. letnik, ni važno kdaj, čez par let, ni važno, ampak da se učite tega. Kar neki. In potem, recimo en tak enostaven primer limita enolovni vzit -8, ko gre x proti 8, je enako neskončnosti, a ne? In nekateri so ugotovili, da to sploh ni tako težko, kot izgleda. Pa so rešili to na tak način. Ta horizontalna petka, kaj pomeni mogoče kakšna končna neskončnost, ne vem, ampak kot vidite, kar nekaj dijakov so zelo znajdljivi, ne? In menim, da če bi organizirali kakšno tekmovanje na takem področju za znajdljivosti, verjetno dosegli še več zlatih priznanj, kot smo ponavadi. Hvala lepa. Druži pa nam se še, prosim, Jure Ledinek. Anita in Jure so se udeležili literarnega natečaja v okviru projekta MUNUS in prejela nagrado za njeno literarno delo. Prebrala nam bosta odlomke iz njenih nalog. Izvolite.
Dijaki so ustvarjali na temo, kot je bilo določeno z razpisom, učenje in pridobivanje znanja v srednji poklicni oziroma strokovni šoli. Ob tem je izšel zbornik literarnih prispevkov, v katerem so objavljeni spisi 3 naših dijakov oziroma dijaki. Nives Bricman iz 4. TR in Enide Sulič in Jureta Ledineka iz 4. ET. Najboljša besedila je ovrednotil pesnik, esejist in literarni kritik David Bedrač. Enida, oziroma jaz, sem za svoj spis o drugačnosti dosegla 2. mesto. Jure pa je za svoj spis, za katerega ocenjevalec meni, da je lahko v poduk staršem, učiteljem in vsem, ki so vpeti v izobraževalni sistem, dosegel 3. mesto. No, bom kar res prebral en odlomek iz mojega besedila. Med potjo domov obujamo spomine iz maturanskega izleta, ki je bil najverjetneje eden najbolje preživetih tednov v mojem življenju. Med poukom fizike naslednji dan je profesor praktičnega pouka v razred prinese nekaj materijala, katerega še potrebujem za izdelek za 4. maturitetni predmet. Ob tem pomislim, kako zelo so nekateri profesor pripravljeni pomagati, če dijak le pokaže voljo. Imam res srečo, da se prav z vsemi profesori na šoli odlično razumem. Veseljem lahko tudi rečem, da v 4 letih nisem niti enkrat pomislil, da je bila moja odločitev napačna. V 3. letniku mi je šola omogočila, da sem januarja šel na izmenjavo dijakov za sever Švedske, kjer sem prebival 1 mesec. Ta izkušnja je bila zelo pozitivna, ne samo zaradi znanj, ki sem jih dobil. Ugotovil sem tudi, da naše tehnično izobraževanje ni po kvaliteti nič slabše od njihovega. Zame osebno je več vredno spoznavanje povsem drugačnega družbenega in naravnega okolja, spoznavanje drugačnih ljudi in drugačnega načina dela, tudi izkušnje komuniciranja in delovanja v nepoznanem okolju, ki sem jih nedvomno pridobil. Menim, da mi bo naslednje prišle še kako prav. Na splošno pa mislim, da moja šola ponuja ogromno in da so dijaku odprta prav vsa vrata. Potrebno je le pokazati voljo in odnos do dela. Ne vem, ali je to že od samega začetka bil moj namen, ali sem si s časom drugačnost v življenju postavila kot cilj. Mogoče pa je drugačnost maslo čarovnice usode, kateri zvarek in njen dodatek sem spila v prihodnji svet. Takšen vprašanj se prav gotovo nisem postavljala, ko sem zaključevala osnovno šolo. V tem obdobju je bilo veliko drugih, bolj zahtevnih in bolj pomembnih vprašanj, ki so iskala odgovore. Nekatera od teh so bila, s čim naj se ukvarjam v prihodnosti, kaj želim postati. Kaj bo moje delo v življenju? Razmišljala sem mesece in mesece, na koncu pa vendar je tvegala in se upisala na srednjo elektrotehniško šolo. Vse skozi sem izstopala v svoji družbi, tudi predvsem iz razloga, ker sem imela drugačno mnenje od ostalih. Moji interesi pa se niso vedno pokrivali z interesi ostalih prijateljev. Seveda to ni vplivalo na odnose, ki sem imela s svojo okolico, tudi ta ista okolica je bila presenečena nad mojo poklicno izbiro. Če sem iskrena, sem bila tudi jaz tista, ki je bila presenečena sama nad seboj. Od novega začetka je minilo kar nekaj časa. V tem času sem se pridno učila, pridobila ogromno znanja, uspešno prišla do zaključnega letnika. Tudi kljub znanju in uspehu me včasih prejela strah. Bojim se neuspeha. Bojim se tega, da predznanje, ki ga imam, ni dovolj za prehajajoči študij, da je toliko tega, kar mi še manjka in da se bo morala truditi veliko bolj kot ostali. Pa saj sem že navajena. Verjetno bom na fakulteti ponovno ena od redkih žensk na predavanjih. S tem sem se že sprijaznila. Ponovno bom edina ali pa redka. In drugačna. Biti drugačna. Ne vem, ali je to že od samega začetka bil moj namen. Ali sem si s časom drugačnost v življenju postavila kot cilj. Mogoče pa je drugačnost maslo čarovnice usode, katere zvarek in njen dodatek sem spila v prihodnji svet. Iz 4. TR in Blaž Plešnik iz 5. TR-a, da se večina tekmovanja iz programiranja tehnika. To sta bili 2 tekmovanji, več pa naj povesta sam. Prosim, vidite na odbiti.
Jaz sem zgleda poskusni zajček. Sem Tadej Škadler, zraven mene je pa Blaž Pešnik. Predstavila bomo 24-urni hackathon, ki je organiziran strani Microsofta. 24-urni hackathon se je odvijal že dvakrat, se pravi prvič decembra lani in drugič maja letos. Kaj v bistvu sploh je hackathon? Hackathon je tekmovanje, v katerem tekmovalci razvijajo spletne aplikacije v samo 24 urah. Ja, kot menim, prvi hackathon je potekal decembra. Imel je 35 udeležencev in 16 danih minus aplikacij. Z ocenjevanji sta se pa uvrstila Coffee Break od Blaža Božičiča in Military vs. Evil Box od Tadeja Škadlerja in Klemena Plazarja. Zdaj še bo nekaj slik. Tukaj smo imeli predavanje, potem smo pa začeli s programiranjem. Začeli smo še pomerjam komplektivni. Tukaj je pa Škadler bil nagrado za tretji mesto. Nekaj besed o drugem hackathonu. V drugem hackathonu je bilo dosti več udeležencev, se pravi 48. V danjih je bilo 7 Windows 8 aplikacij in 15 Windows Phone 7. Vsega skupaj so pa tekmovalci volili 10 ur razvoja v to tekmovanje. Zanimiv podatek je še, da smo pojedli več kot 200 palačink in spili več kot 250 Red Bullov. Še dve slike iz tekmovanja, tukaj lahko vidite naš delovni prostor in še vidite vzdušje veliko bolj polno, kot pa na prvem hackathonu. Kako pa je vse skupaj potekalo na hackathonu, bo pa najbolje povedal video. Welcome to Central Bay.
konec naj še samo povem, da je bilo dogajanje in organizacija na drugih hekatonov veliko bolj opestrena kot po prvem in v prihodnosti bo še bolje. Hvala za pozornost. Klemen Plazar iz AD Štajer iz 4. TR, Marijo Bošek iz 3. TRB in Igor Čekanović so sodelovali na Imagine Cupu. Prosim, da predstavite oba. Lepo pozdravljeni. V letošnjem šolskem letu smo se udeležili Microsoftovega tekmovanja Imagine Cup. Z ekipo v njej smo sodelovali Klemen Plazar, Tadej Štajer, Igor Čekanović in Marija Dvoršak pod mentorstvom profesorja Istana Mušiča. Imagine Cup je tekmovanje, ki ga organizira podjetje Microsoft z Združenimi narodi. Udeležujejo se ga tekmovalci iz različnih držav po celotnem svetu. Cilj tega tekmovanja je razviti aplikacijo, ki pomaga svetu razrešiti težave na podlagi medijskih ciljev. Udeležili smo se slovenskega predizbora. Na tekmovanje je bilo prijavljenih na začetku 13 ekip. Začetno predstavitev smo imeli v Mariboru, potem smo se uvrstili v finale v Krajino, kjer je bilo 6 ekip in potem smo imeli še zaključno prireditev v Ljubljani. Bili smo edina ekipa iz srednjih šol. Naša rešitev je vsebovala mobilno aplikacijo, ki je omogočala iskanje bolezni glede na podane simptome. Nato pa predstavitev te bolezni, opis te bolezni in način zdravljenja te bolezni. Nato pa se lahko še prijavljen uporabnik kontaktiral prek aplikacije svojega zdravnika, ki mu je poslal slike, ki pa mu je poskušal v čim krajšem času odgovoriti in pomagati pri zdravljenju bolezni. Naš končni rezultat je bil 4. do 6. mesta in smo se uvrstili v teh 6 finalistov. Prva nagrada za zmagovalca je pa bil obisk na finalnem tekmovanju Imagine Cup v Avstraliji, v Sydneyju. Hvala za vašo pozornost. Stavili bomo državno tekmovanje in srečanje računalniških šol v Sloveniji. Tekmovanja smo se udeležili iz smeri tehnik računalništva, jaz, Jurij Ernst in Kristo Nečnik. Tekmovanje je potekalo 20 za srečanje elektrotehničkih šol in drugi za srečanje računalniških šol. In potekalo je 30. marca 2012 na Metodejskem državnem centru. Naša naloga je bila praviti posebni računalnik, s njim povedati omrežje, izdelati spletno stran. To nalogo smo razdelili pač vsake dne besedijo. Naša šola je bila na tem tekmovanju zelo uspešna. Mi smo zasedli prvo mesto, ter za nagrado dobili vsak svojo multifunkcijsko napravo, pa tudi šola je skupinsko dobila prvo mesto na tem tekmovanju. No, naj povem še, da nam to vse ne bi uspelo brez strokovne in moralne podpore naše mentorice, gospodične Ajde Kamnik. Hvala za vašo pozornost. Na že omenjenem tekmovanju sta bila na poklicni usmeritvi zelo uspešna tudi dijaka iz 2. EL, Gašper Ugovšek in Aleš Štatnik. Prosim za vajno predstavitev.
Lepo pozdravljeni. Sva Tratnik Aleš. In Uroš Gašper. Udeležila sva se državnega tekmovanja elektro- in računalniških šol, ki je potekalo v Velenju. Tekmovala sva v kategoriji elektrikalja. Naj mentor je bil gospod Jure Stres. Podana naloga je bila sestavljena iz 2 delov. V prvem delu je bilo potrebno izmeriti uje karakteristiko in na panoji zvezati sočno elektrarno, kot prikazujete ti 2 sliki. V drugem delu pa je bilo potrebno izdelati krmilno regulacijsko malico za krmiljenje porabnikov, ki so bili priključeni na sončno celico. Vse te glavne elemente je bilo potrebno po danem načrtu zvezati, kar prikazujete ti 2 sliki. In kako nam je šlo? Eto, poglej. Hvala za pozornost. Dobra ideja se plača. Če imaš pravo podjetniško idejo, potem ni krize. Pa prisluhnimo Luki Domitroviču iz 3. TRA, kakšne podjetniške ideje je prodajal na ljubljanskem startupu. Izvoli, Luka. Pozdravljeni, sem Luka Domitrovič iz 3. TRA in sodeloval sem že na mnogo projektih, v šoli in nisem. Ampak na projekt, ki sem se ga lotil pred mesecem dni, pa sem še posebej ponosen. Po naključju sem se udeležil trodnevnega tekmovanja Ljubljana Startup. Kaj sploh Ljubljana Startup je? To je tekmovanje za vse ljudi iz različnih področij. Marketinga, podjetništva, ekonomije in računalništva, ki želijo svojo poslovno idejo realizirati in jo predstaviti investitorjem. Na sporedu so bili najprej koristna predavanja ter spodbudni govori pomembnih osebnosti, kot so predsednik države, minister za gospodarstvo, dekan ekonomske fakultete in ostali. Na sliki pa vidimo Matevža Kranjška iz podjetja Cetra in desno Rob Stritar, predavatelj na ekonomski fakulteti in ustanovitelj spletne trgovine Kibugo. Sledil je team building. Naloga ekipe je bila, da v 10 minutah zaščiti jajce, da se ne razbije pri 2-metrskem padcu. Na to smo se pa lotili dela. Resno smo se ga lotili. Ob 2 zjutraj je privekal na svet naš prototip, ni bil še čist izpopolnjen, imel je kar veliko teh napak še, ampak bilo je pomembno, da si mogel imeti na čelu zelen list papirja, kateremu so očala potem sledila. Ampak ne glede na to, mi smo senzacija na tekmovanju, saj smo imeli prvi od ekip svoj prototip. Naredili smo tržno raziskavo, šli do optik in popraševali pač, če jim koristi naša ideja. Zdaj, kaj je bila naša ideja? Velikrat se zgodi, pa ne bom nešto povedati. Ko gremo mi v optiko, si hočemo pomeriti očala. In to je zelo zamudno in zoprno pravilo, ker so vsak odključen. Ne možeš ti do vsakrat prijeti in jih pomeriti. Naša ideja je bila, kako olajšati nakupovanje očala, sončnih očal preko na kakšen način.
Naredili smo tržno raziskavo, vprašali optike in smo dobili zelo negativno odgovor. Bili smo zelo razočarani, zaupali smo tudi optiki, da se srečuje z težavo, da ljudje pridejo probati očala v optiku, potem jih pa kupijo preko spleta, ker so cenejši. Bili smo zelo na tleh, ker nismo zdaj vedeli, kako naj mi to prepričamo optike, da bo res kupili naš izdelek, če ne nima smisla. Naredili smo tak brainstorming v senci, v Dunaj, in smo prišli na idejo, kaj če bi mi zdaj sami prodajali očala. V bistvu vse pač ne rabimo mi nekega prostora, neke trgovine, karkoli, mi lahko to delamo preko spleta. V koš smo vrgli 40 strani poslovnega modela, vzeli naš prototip, ga nadgradili in priredili za spletno trgovino. Na tekmovanju je bilo veliko poslovnih mentorjev, recimo tukaj je bil posvetovanje z gospodom Aleškom Listom, ki nam je bilo veliko pomoč. Na koncu so bile predstavitve naših poslovnih idej pred komisijo, potencialnimi investitorji in občinstvom. Navdušili smo celo dvorano z naše predstavitve, po mnenju komisije pa smo za laž zgrešili prvo mesto. To je bil za nas velik uspeh, saj smo bili najmlajši udeleženci na tekmovanju, brez izkušenj, v nasprotju z konkurenco, ki je bila res huda. Tole je recimo naša ekipa. Narejen je posnetek z prototipom, pa smo se odločili kot novo nastali startup, da pač želimo našo poslovno idejo spraviti v svet in postati pravo podjetje. Naredili smo, to se pravi, vzeli smo ta prototip, ga nadgradili, povezali z spletno trgovino, s Facebookom, pridobili smo si dobavitelje sončnih očal in šli na splet. Vse to je trajalo na mesec dni. Veliko je bilo dela, ogromno neprestanih noči, ampak se je splačalo, da lahko zdaj pokažemo na spletu svoje izdelke. Trenutno je naš izdelek dosegljiv na 3x2.si. Zdaj pa namesto, da nas recimo kritizirate na okol, nam raje pošljite mail na info@si.si in veseli bomo vaše kritike. Poletje se je začelo, pomerite in kupite svoje sončna očala pri si.si. Hvala za pozornost. Gregor Jeromer iz 3. leta je postal na področju robotike kategoriji robot državni prvak. Prosim Tadeja Svečnikarja, da ima predstavitev. Pozdrav, sem Tadej Svečnikar in obiskujem šolo robotike. Danes vam predstavim, kaj sploh delamo pri robotiki. Poleg sestavljanja robotov se udeležujemo tudi regijskih in evropskih tekmovanj. Prvo takšno regijsko tekmovanje je bilo v Velenju, potekalo je v prostorih Mica. Naslednje tekmovanje je bilo v Novi Gorici. Udeležili so se ga pa le 3 dijaki v kategoriji labirint. Zadnje tekmovanje je potekalo v Mariboru, je bilo tudi finale vseh 3 regijskih tekmovanj. Dosežkov žal ni bilo. Na koncu pa je bilo tudi tekmovanje
so še razglasili skupne rezultate, kjer je Gregor in Roman prejel na evropski ravni, pa smo se održili tekmovanja na Slovaškem. Tisti niso bili dobri, saj je bilo mesto zelo zanemarjeno, sobe pa so bile male in zato. Zadnje takšno tekmovanje, ki smo ga imeli, je bilo na Hrvaškem, v Varaždinu, tukaj pa je bilo v primerjavi na Slovaškem zelo dobro urejeno in organizirano. Hvala za pozornost. Avršek Andrej in Tilen Kokol ste izdelali napravo za ločevanje odpadkov. Skupaj še z drugimi dijaki ste se odeležili mednarodnega projekta v Romuniji, Waste in Europe. Film se lahko gledate na YouTube. Pri vas so seveda še druga tekmovanja. Tako na primer iz angleščine Polyglot in ostalo tekmovanje, kjer so sodelovali tudi naši dijaki. Udeležili smo se tudi državnega tekmovanja mladih zgodovinarjev. Ti so bili dijaki iz drugega TRA, Jurij Panošek, Tilen Mivot in Anžel Pelošek. Prosim zgodovinarje za postavitev. Pozdrav, moje ime je Anžel Pelošek. Danes vam bom predstavil naše sodelovanje na tekmovanju mladih zgodovinarjev. Tema letošnjega tekmovanja je bilo predvsem politični in gospodarski razvoj Slovenije, to pa predvsem od konca 17. stoletja in pa do Bahovega absolutizma. Sodelovali smo Jurij Panošek, Tilen Mivot in Anžel Pelošek, naša mentorica pa je bila Petra Masnik, vsi pa smo seveda prejeli bronasto priznanje. Moje tekmovanje se je dogajalo v Lendari na dvojezični srednji šoli, to je ta šola tukaj. Sicer gledam malo bolj malo, ampak je dokaj moderno. Tekmovanje pa je potekalo 31. marca. Kako je potekal naš dan? Odpravili smo se v Lendavo, tam prišli okoli pol 9. ure zjutraj, nato pa nas je tam pozdravila ravnateljica in pa podžupan z govorom. Nato je nastopil pisni del, nato smo še imeli kosilo, nato pa smo se odpravili na terenski del, ki je potekal v samem mestu Lendavo. Po koncu tega terenskega tekmovanja je nastopil prosti čas, da smo si lahko gledali mesta, šli na pijač ali karkoli. Nato pa je bila seveda razglasitev vseh rezultatov in pa seveda odhod domov. Hvala. Občinsko za dijake, drugo mesto, odbojka, občinsko tekmovanje, prvo mesto, nogomet, občinsko tekmovanje, tretje mesto, košarka, občinsko tekmovanje, drugo mesto, atletika, posamično tekmovanje. V Celju je bilo područno šolsko tekmovanje za posameznike, na katerem je naš dijak tudi Enci osvojil tretje mesto, v teku na 400 metrov. Finalno tekmovanje je bilo v Ljubljani in tudi Enci je pritekel na 8. mesto med posamezniki v Sloveniji. Aplavz, prosim. Zračno puško, področno tekmovanje. Selič Aljaš je zasedel 6. mesto, Brodi Klemen pa 12. mesto. V državnem tekmovanju pa je Selič Aljaš med srednje šolske Slovenije zasedel 2. mesto. Čestitke! Smučanje, državno prvenstvo. Na Ravni je bilo državno prvenstvo smučanje za srednje šole. Naš dijak Južen Kutel je dosegel zelo lep uspeh. Med tekmovalci v skupini mlajših mladincev je pomedel z vso konkurenco in svojim prvo mesto pred postal državni prvak za šolsko leto 2021-2022.
2011-2012. Vsem dijakom iskreno čestitam za njihove dosežke. Vsako leto se dijaki ERŠA izkažejo svojo raziskovalno dejavnostjo na srečanju mladih raziskovalcev s številnimi raziskovalnimi nalogami. Predstavljali bomo letošnje konference. Raziskovalna naloga Strof Posilivec, avtor je Blaž Blaženčič, Dile Stricna in Arjan Štupnik, 4. trga, so pod mentorstvom učitelja Islama Mušiča in učiteljice Ajde Kameni prejeli zlato priznanje na regijskem in državnem nivoju. Hvala lepa. Lepo zdrav. Sem Blaž Blaženčič, ona je Lala Duh. Zdraven je sodeloval tudi Nives Brinsman, ki je pozdravljeno ni tukaj. Delali smo raziskovalno nalogo na temo hekanje in varnost na internetu. Naredili smo 3 stvari. Prva je bila phishing stran oziroma alarm spletna stran na Facebook. Potem je bila anketa, s katera smo hoteli ugotoviti, kako so uporabniki ozaveščeni na internetu, in tudi naredili smo video, ki pove uporabniku, kako se naj zaščiti na internetu. Prva je bila Facebook, spravi, kot lahko vidimo, je phishing stran identična. Ravno na Facebooku, tukaj spodaj izgraba, lahko vidimo, da je 16% ogledov na strani bilo brez prijave, približno 50% je bilo z lažnimi podatki, približno 35% je bilo pa domnevno pravimi podatki. Kodo oziroma gesto smo vzeli samo prvo črko, ostale znake smo pa napisali z zvezdico. V CSH smo tudi sprogramirali to anketo, ki jo vidite tule njen sliko. S to anketo smo hoteli preveriti, kakšna je osveščenost uporabnikov interneta, pa tudi s to anketo smo hoteli izvedeti, koliko uporabnikov prinaša tako sporno vsebino, ko lahko bi bilo v primeru, da je bil kak kilogar gor, pa bi lahko tako kak nepridipravi gesto bil. Tu spoda imate tudi neko statistiko, koliko anket je bilo rešenih, torej 21% 67 ljudi, pa koliko je bilo vse skupaj obiskovalcev, torej 247. Tudi v sklopu varnosti na internetu smo posneli kratek video, tudi lahko vidite screenshot, prvi screenshot je pač prizor nevednega uporabnika, drugi screenshot je pa prizor tega hackerja. V videu smo hoteli prikazati na slikovit način, kako ta hacker vdira v nevednega uporabnikovega sistema. Na koncu smo še tudi podali sporočilo, da naj bodo uporabniki bolj osveščeni pri uporabi interneta. V današnjem času smo že bolj ozaveščeni v varnosti na internetu, ko smo vest, ampak je še vedno dober procent ljudi, ki se tega ne zaveda, in je treba to pomagati, da se prepreči to. Zato naša raziskovalna naloga smo dobili zlato priznanje na regijskem ter na državnem tekmovanju. Pravi bi zahvalili se mentorjama, profesor Islama Mušiča ter gospodični Arjan Kamnik. Hvala. Naslednja nagrajena naloga, bronasto priznanje na regijskem in državnem tekmovanju z naslovom 3D obliškovanje. Nalogo so naredili Mitja Miklov, Tomaž Pačnik in Marijo Acko. Prosim, predstavljate nalogo. Dobar dan, sem Marijo Acko, Tomaž Pačnik in Mitja Miklov in predstavljamo našo raziskovalno nalogo 3D obliškovanje s predmetom Levi Lenzi. V začetku smo se zastavili nekaj hipotez, ki smo jih pač poskušali ovršati. Triangulacija je preprosto vstopek, pri katerem z laserjem in videokamero beležimo premike objekta in jih pretvarjamo v 3D obliko. Na sliki vidimo en izmed profesionalnih 3D optičnih bramnikov. Ta posebej se uporablja v naravi zunaj za branje večjih objektov, ki jih ne moremo premikati. Tek raziskovanja je potekal tako, da smo najprej postavili platno, namestili model, spletno kamero in namestili še programsko opremo ter začeli optično brati z lasersko linijo. Na sliki vidite še primer optično prebranega modela in pa programsko opremo.
MeshLab je program, ki je zasnovan za 3D oblikovanje. V njem najprej te prebrane modele skupaj poskušamo združiti. To na vsem, kar vidite, pa s tem Aquabalist smo probali sami zmodelirati, ki je nepopolno oblikovana. To pa je fin model motorja, ki zahteva več ur, nek strokovnem delati. Na sliki vidite model Aquabalisa, ki smo ga naredili iz ničle v Blenderju, ker smo poskušali ugotoviti, ali je težje oblikovati že optično prebran model ali narediti iz ničle, narediti nov model. Na tej tabeli vidimo vse izvozne in uvozne formate za 3D oblikovanje v MeshLabu ali Blenderju. Leva slika prikazuje štirikotno obdelavo v Blenderju, desna slika pa fino triangulacijo v MeshLabu. Na sliki vidite še moderne 3D tiskalnike, s katerimi lahko tudi dobesedno natisnemo zmodelirane modele in pa še primer cerkve iz keramične snovi. Na koncu smo prišli do nekaj zaključkov, lahko si jih lahko preberete, to je pa iz naše strani tudi vse. Še ena uspešna naloga, nagrajena na državnem nivoju z bronastim priznanjem, z naslovom Raziskava sevanja mobilnih telefonov, avtorja Uroša Dvorjaka in Mihaela Smrekarja. Izvolite. Lep pozdrav, smo Miha Smrekar in Uroš Dvorjak. Predstavila pa bomo raziskovalno nalogo z imenom Raziskava sevanja mobilnih telefonov, ki smo jo izdelala pod mentorstvom Uroša Remih. Naj namen je bil raziskati sevanje mobilnih telefonov, uporabo mobilnih telefonov, posledice le-teh na človeka in seznaniti druge na posledice. Cilji so bili čim natančneje izmeriti sevanje telefonov, zbrati vse podatke ter na podlagi rezultatov se čim bolj zaščititi pred sevanjem. Zadala smo si hipoteze. Prva hipoteza je bila, da bo sevanje pri glavi večje kot pri nekaj razdalji. To hipotezo smo potrdila, saj se bo na naslednjem grafu malo pozneje videlo, da je sevanje mnogo manjše na razdalji. Pa smo si zadala hipotezo, da bo pri samem pogovoru sevanje manjše kot pri vzpostavljanju povezave. Tudi to smo potrdila, saj nam je bilo logično, da bo telefon pri vzpostavljanju povezave porabil več baterije. Zato smo si zadala hipotezo, da bo starejši mobilni telefoni imeli večje sevanje kot neki novejši. Tudi to smo potrdila. Na to smo poskusila z izklopom vseh aplikacij, pa zmerila se dosevanje manjše in tudi to se nam je potrdilo. Na koncu pa smo še eno hipotezo, ki smo jo mogla vreči, saj smo ugotovila, da je moč sevanja odvisna od moči signala, kar pomeni, da je pri manjšem signalu bilo večje sevanje. Posledice so se pokazale po 10 letih aktivne uporabe, predstavljajo pa 52% vseh sevanj. Najvišje so med povezovanjem in pogovorom. Posledice so zmanjševanje plodnosti, povzročanje raka, predvsem na žlezi slinavki in vpliv na možgane. Tule slike prikazujeta najne pripomočke, na drugi sliki je lutka, katera je imela ugrajene vse inštrumente potrebne za meritve. Na prvi sliki pa je ta meter, ki smo upravljali meritve z njim. Moram povedati, da smo imela veliko težav pri iskanju prostora, ki bi upravljala meritve, saj je na šoli veliko sevanja zaradi mobilnih telefonov, brezžičnega omrežja in vsega. Tudi da smo našla bolj plač pri mali predavalnici, ker ni brezžičnega, pa tudi nikogar ni bilo takrat tam. Tule pa še preomenjeni graf, ki prikazuje sevanje takoj pri ušesu, pa na razdalji 40 cm. Tule pa še tabela, ki smo jo tudi dobila z ministrstva, z njo smo si pomagala pri vnašanju podatkov. Tole pa tudi z moje strani vse.
Pa še ena uspešnica. Tudi bronasto priznanje na državnem nivoju. In sicer z naslovom Pnevmatski simulator vožnje. Avtorji Samo Železnik, Blaž Stiklar in Aleksandar Turnšek. Ja, lep pozdrav še z naše strani, smo Blaž, Aleksandar in Samo in vam bomo danes na kratko predstavili našo raziskovalno nalogo Pnevmatski simulator vožnje. Namen raziskovalne naloge je bil pregledati literaturo za izdelavo simulatorja, pridobiti ustrezne podatke o silah iz računalniške simulacije in te podatke prenesti na kontrolno ploščo. Ja, naše hipoteze so bile, da lahko iz neke računalniške igre izvozimo podatke o silah, ki bodo delovali na voznika. Te podatke o silah pa lahko tudi prenesemo na krmilno ploščo. No, izbrali smo si računalniško simulacijo dirkanja Live for Speed, ki je šla leta 2003. Trenutna verzija je licence S2, ki jo imamo tudi v svoji lasti. Za pridobivanje sil smo uporabljali programski paket X-Simulator, ki je sestavljen iz 4 programov, nam pa sta bila najbolj uporabna Force Center in pa Force Profiler. Ja, tu lahko vidimo naše dve kontrolne plošči. Prva, ki lahko vidimo na desni sliki, smo jo uporabili za prenos podatkov iz računalnika. Drugo, ki lahko vidite na levi sliki, smo pa uporabili za povečanje signala. Ja, naši rezultati so bili uspešni, saj smo izvozili vse sile in podatke o avto ter jih preusmerili na kontrolno ploščo, torej smo potrdili obe dve hipotezi. Našo raziskovalno nalogo bomo drugo leto nadaljevali in poskušali dokončati simulator. To pa je tudi vse. Hvala lepa. Vsem nagrajencem še enkrat iskreno čestitamo in vam želimo še veliko raziskovalnih idej. Do najbolj svečanega trenutka današnje prireditve, do naše zadnje kategorije, podelitev priznanj za športnika, odličnjaka in dijaka Erša v šolskem letu 2011-2012. Na oder vabim tudi ravnatelja Erša, gospoda Simona Konečnika, ki bo čestital izbranim dijakom. Začeli bomo športnikom šole. Športnik šole za leto 2011-2012 je, se že vsi vete, Klemen Prozber. Klemen, lahko krati, da je kakaš. Ja, malo sem se. Čisto kratko. Kdaj mora začeti, da lahko postanete uspešni kot ti? Ja, fajn je, če športnik čim prej začne se ukvarjati športom. Jaz sem, na primer, se začel ukvarjati že takoj hkrati, ko sem se upisal v prvi razred. V osnovni šole sem se začel ukvarjati športom, ampak mislim, da nikoli ni prepozno, bož, da se začne človek se ukvarjati športom, kdaj je kasneje v življenju, kot pa nikoli. Kjera medalja ti pa najbolj pomeni, največ? Največ mi pomeni sigurno medalja iz Evropskega prvenstva, ki letos zadnja državna bronasta medalja. Evropsko prvenstvo se odvija do februarja. Kakšne so pa še tvoje stanje? Kjeri so pa še tvoje neresničene sanje? Ja, moje neresničene sanje so zaenkrat še nastop na olimpijskih igrah. Upam, da bo karate v kratkem spet šport na olimpijskih igrah in da bi mi to tudi meni uspelo prekovati na olimpijskih igrah. Ja, Klemen, ne. Mi ti tudi voščimo veliko neresničenih sanj, ne? Res, reči resničenih. Pa še nekaj,
Hvala ti. Posebnega ne samo zato, ker je let, ampak ker je stal vsa 4 leta srednješolskega izobraževanja v odlični kondiciji na učnem področju. Nikakor ni popuščal niti za las. Biti najboljši, biti odličen vsa 4 leta s samimi peticami. Prosim poseben aplauz za našega odličnjaka šole, Matica Konečnika. Matic je tudi dobitnik priznanja ŠCV. Za prvo mesto na drugem državnem srečanju tehnikov računalništva in računalnikarjev Slovenije, za prvo mesto v ekipni razvrstitvi na istem tekmovanju, dosežen odličen uspeh z odliko s samimi peticami, ocenami v 4 letih izobraževanja v programu tehnik računalništva. Zgledaš pač, pa si videl, ne si spoliral, nič je detektivarsko. A si se res učil vsaj 4 leta, to je dobro, a imaš kako posebno taktiko prepisovanja? Delo malo povedano, ker to je za mene nemogoče, če sklepom posajamo. Ne, mislim, da je velik ključ je v prepisovanju, v plonkanju, v podkupovanju učiteljev. Pa včasih pomaga tudi, ker se pač ravno z ravnatelju isto pišemo, da povem, da je moj stric. In veliko učiteljev iz strahu spoštovanja z tega popusti in mi da boljšo oceno. Zaradi posebne osebnosti, ki je dobil naziv dijak šole. Letos imamo celo dijakinje šole in to je Enida Suljič. Prosim, če prideš na oder, Enida. Enida Suljič je dijakinja, ki je prišla na šolski center Velenje, elektroračunalniško šolo, v 3. letniku iz Bosne in Hercegovine. V teh 2 letih šolanja s trudom in nagibostjo nadoknadiva vse, kar se nadoknaditi da. Izjemno uspehe dosega na področju matematike, slovenščine in na strokovnem področju. Pripravlja tudi raziskovalno nalogo z naslovom Magnetna levitacija. Uspešno je sodelovala v državnem srečanju elektroračunalniških šol Slovenije. Šolanje je zaključila z odliko. Vse skozi si je prizadevala za nesebično pomoč sošolcem in za pozitivni kolektivni duh. Bila je edina dijakinja 4. leta, pa je kljub temu zelo uspešno parirala sošolcem. Njene spodbudne besede so pomagale marsikateremu, ki pomoč potreboval. Čestitke ti. Enida, iskrene čestitke. Tvojih uspehov je toliko, da bi prosil kar tebe, če pogledaš na projekcijo in iz besedila izbereš vsaj 2 dosežka, ki tebi osebno največ pomeni. Ja, recimo jaz bi izpostavila še posebej matematično tekmovanje, še posebej letošnjega državno tekmovanje, ki sem osvojila tudi 3. nagrado. Sem pa tudi zelo ponosna na drugo doseženo mesto na literarnem natečaju v okviru mojega projekta -2. Tako da to je to. In če že imam priložnost, imam mikrofon v roki, bi se rada zahvalila vsem, ki so na kakršenkoli način vplivali na to, da sem jaz tista, ki sem dobila naziv izjemne dijakinje. In v 2 letih šolanja, odkako sem v tej šoli, sem pridobila veliko tega, ne samo znanja, ker jaz menim, da znanje ni vse.
so tudi druge malenkosti poleg znanja. Biti človek je druga stvar, biti dober človek je pa tretja stvar. In jaz sem na tej šoli spoznala veliko dobrih ljudi, ki res zelo radi pomagajo in so veseli, če so tudi drugi uspešni. Hvala še enkrat. Ki je bil izbran kot izjemen dijak celotnega šolskega centra. Prosim, Jure, če prideš na oder. Veliko je dosežkov. Naj jih preberem. Jure Ledinek je skromen, marljiv in vsestranski dijak. Vse 4 leti šola na šolskem centru v Velenju je elektroinštitutski šoli je šolanje zaključil z odliko. Vodil je razredno skupnost in bil vedno pripravljen na nesebično pomoč. Dosegel je izjemne dosežke na področju slovenščine, matematike, angleščine ter strokovnem področju. Udeležil se je svetovnega robotskega tekmovanja, sodeloval na državnem srečanju elektroinštitutskih šol, opravil praktično izobraževanje na daljnem Švedskem ter je napisal zanimivo raziskovalno nalogo z naslovom Mobilni robot. Jure je vsestranski športnik, izjemne uspehe pa je dosegel na področju odbojke. S svojimi vrlinami se Jure nikoli ni postavil, ampak jih je vedno uporabil v dobro dijakov, učiteljev in šole. Iskrene čestitke. Jure, bi nam še ti kaj svetoval? Kako lahko biti tako uspešen? Imaš kakšen poseben recept? Ja, najprej bi rad povedal, da je že samo dejstvo, da sem bil izbran za izjemnega dijaka ŠCV-ja, pa ne samo moj uspeh, ampak vsi uspehi, ki so jih danes dijaki elektrošole predstavili, pričajo o tem, da šola dela dobro, več kot dobro, odlično. In mislim, da z takim delom, ki ga učitelji in vodstvo šole kažejo, mislim, da tudi uspehi ne bodo izostali, temveč jih bo vedno več. Tako da vas samo rečem, delajte naprej, tako ste do zdaj. Obenem se pa rad tudi zahvalil vsem, ki so pripomogli k temu, da sem bil izbran, in pa vsem učiteljem, vodstvu šole in pa prijateljem, ki so me podpirali na mojem izobraževanju. Tako, vse jasno, vse odkrito. Za konec nas čaka še podelitev pohval učiteljskega zbora vsem tistim dijakom, ki so svojim marljivim delom in posebnim odnosom do dela sošolcev in učiteljev skozi vse šolsko leto 2011-2012 ustvarjali prav posebno pozitivno vzdušje na šoli. Stojnje bomo prebrali imena dijakov, ki naj prosim pride na oder po pohvale. Dijake bi prosil, ko jim ravnatelj izreče pohvalo, da se postavijo tukaj zraven vrsto. Luka Verbuč. Naslednji dijak je Jernej Blažič. Frank Konečnik. Njega očitno ni, tako nadaljujemo. David Klupič. Njega to zgleda ni. Timon Žlabrnik. Marko Vacak. Tomaž Pačnik. Mitja Miklo. Nina Sever. Rok Hriban.
Darko Kušer. Renato Zbirski. Kiren Šloga. Nik Šika. Tomaš Solin. Žan Ružič. Boris Nikić. Jernej Auberšek. Tilen Pokor. Tadej Stevšnikar. Andraž Uroškar. Simon Lovre. Mihael Smrekar. Uroš Dvorjak. Blaž Sitar. Aleksandar Turenšek. Samo Železnik. Tilen Vivod. Matic Korošec. Jurij Konovšek. Anžel Prelovšek. Izidor Felicijan. Lev Galo. Matic Hudovernik. Luka Dumitrović. Roberto Josić. Aljaž Srbovšek. Mateo Žjazbec. Klemen Zaponšek. Peter Založnik. Nek Presečnik. Jože Furtal. Matej Oder. Vsem iskrene čestitke.
šolskega centra, ki bodo prejeli priznanja malo kasneje na prireditvi šolskega centra Velenje. Na oder jih vabim, ker jim bo čestital ravnatelj. Prosim, če na oder pride Gašper Kladnik. Nives Bricman. Aljaž Duh. Aleš Tratnik. Gašper Ugovšek. Igor Čukanović. Vid Bahor. Urban Strnišnik. Teuš Šar. Blaž Blažinčič. Tadej Štadler. Tadej Ernst. Jure. Sorry. Klemen Batič. Gregor Jeromen. Aljaž Prizman. Vsem iskrene čestitke in prosim, postavite se za slikanje. Dijakinje, spoštovani sodelavci, vsem skupaj lep pozdrav. Prireditev se je zavlekla, bolj kot smo planirali, ampak vendarle, temu rečemo, da imamo zaradi tega sladke skrbi. Veliko dijakov smo danes pohvalili. Veliko dijakov, kot smo zdaj na koncu videli, imamo tudi za priznanje šolskega centra. Rekel bi, danes je bilo večkrat omenjeno nekako to in eno tako primerjalno misel vidim s tem, da so res tisti uspehi, ki nas kujejo v zvezde, nekako povezani prav s tem šolskim letom. Še nikoli nismo imeli toliko uspehov, kot jih je bilo v tem šolskem letu. Če povem samo za primer dijaka šolskega centra Velenje, smo imeli na zadnje dijaka v šolskem letu 2005-2006. Takrat je bil dijak Oto Brglez, dijak računalniške šole. Še leto prej je bil Mitja Balažic, tudi dijak šolskega centra. Ampak takrat je bilo obakrat, da smo imeli to, če rečemo, najvišje mesto, najvišji naziv podeljeno z dijakom gimnazije. Letos je to mesto pripadlo dijaku elektro- in računalniške šole in to se je zgodilo prvič v zgodovini in mislim, da tudi iz tega mesta si Jure Ledinek zasluži en velik aplavz. Uspehov je res veliko, nadaljujemo s temi stvarmi naprej. Tudi dijakinja šole, tudi tukaj je ena posebnost. Tudi to je prvič v zgodovini šole, da imamo dijakinjo šole. In tudi na tem področju bi rekel, ko je prišla Enida v 3. letniku k nam, lahko rečem, uspeh, ki se je na koncu ustvaril s skupnimi prizadevanji, je sanjski.
In ko sem tudi malce pogledal v zgodovino naše šole, sem opazil, da smo imeli nazadnje dijakinjo na elektrošoli v šolskem letu 1996-97. Pomeni, po 15 letih se je v elektroprogramu upisala dijakinja in na koncu bila tudi dijakinja šole. In tudi Inidi, seveda, prosim, en velik aplauz. In seveda iskrene čestitke vsem tistim, ki ste oziroma boste prijeli še priznanje šolskega centra. Res je skupno sodelovanje tisto, kar je edina in najboljša pot, ki pelje naprej. Ob tej priložnosti bi vam zaželel srečne, varne, prijetne počitnice in v teh dneh, ko koristite tiste zadnje ure, da naredite takšno oceno, da bo uspričevalo tisti res najlepši optimum, vam želim, da vas na tej poti spremlja sreča. Danes je na MIC-u še ena prireditev, torej dijaki razstavljajo tudi svoje dosežke na praktični način. Vkolikor vam le možnosti dopuščajo, prosim, poglejte si te dosežke in želim vam, da te dosežke tudi v novem šolskem letu gradimo skupaj naprej. Hvala lepa. Party rock! Yeah. Woo! Let's go! Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Yeah. And we gon' make you lose your mind. Woo. Everybody just have a good time. Clap. Party rock is in the house tonight. Oh. Everybody just have a good time. I can feel this. And we gon' make you lose your mind. Yeah. We just wanna see you shake that. In the club, party rock. Looking for your girl, she on my jock. Now stop when we in the spot. Booty moving weight like she on the block. With a drink, I got to know. Top jeans tattoo, cause I'm rock and roll. Half black, half white diamond now. Gang of money, open up. Yo, I'm running through these halls like Drano. I got that devilish flow, rock and roll, no halo. We party rock. Yeah, that's the crew that I'm repping on a rise to the top. No lead in our Zeppelin. Hey, party rock is in the house tonight. Woo! Everybody just have a good time. Yeah, and we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good